V športni dvorani v Slovenski Bistrici je potekal mednarodni VT taekwondo turnir Red Power Open 2026, ki je privabil kar 409 tekmovalcev iz 46 klubov in 13 držav. Dogodek je znova potrdil, da gre za enega najpomembnejših taekwondo dogodkov v regiji, ki vsako leto združuje vse več kakovostnih borcev in to iz različnih držav. Kot kaže, je zasedba polna, tujina je prišla k nam, so prepoznali dobro organizacijo v Slovenski Bistrici in mi smo ful veseli in hvaležni. Ja, definitivno je ogromno tukaj na eni prijateljski bazi, ne. Jaz sem recimo z mojim mariborskim klubom že na tem, bom rekel, parketu že 30 let skoro, tako da Bistrica dela že zdaj bo skoraj 10 let. Tako da se tu pozna, prijateljstva so sklenjena, potuješ na turnirje, prijatelji pol pridejo k tebi in seveda tukaj potegne tudi dobra organizacija, dobro, bom rekel, gostoljubstvo in pol to vleče turnir naprej, ne. Na borilnih površinah so se skozi ves dan vrstili napeti in kakovostni dvoboji in to v različnih starostnih in težnostnih kategorijah. Posebej uspešni so bili domači tekmovalci iz kluba Red Power, ki so dosegli izjemen ekipni uspeh. Skupno so osvojili 6 zlatih, 11 srebrnih in 18 bronastih medalj, kar jih je popeljalo do odličnega drugega mesta v skupnem ekipnem seštevku. Poleg tega so slavili tudi prvo mesto v kick kategoriji. Med posamezniki sta izstopali Zoja Vaš, ki je bila razglašena za najboljšo kadetinjo B turnirja, ter Kiara Pišotek, ki je prejela naziv najboljše tekmovalke v kiku, kar dodatno potrjuje kakovost domačega kluba. S svojimi dobrimi nastopi pa se je pred domačo publiko predstavila tudi Ane-Marij Kovačič. Ja, napredek je kar veliki, pač iz reprezentanco sem tako prišla, da sem pač več tekmovala, zmagovala, dobila več pik, zdaj pač napreduješ, zdaj sem tako zadnjo leto še kadetkinja, drugo leto sem že juniorka, upam, da bo to leto še vse v redu, da bom veliko zmag, da prijem na evropsko, tako da ja. Svoje točke na turnirju pa je dosegel tudi Jošo Zimić in to v kadetski konkurenci nad 65 kilogramov. Danes v turnirju pričakujem zmago, pač sicer konkurenca je tudi zelo težka v moji kategoriji, ampak bomo videli. Kaj si želiš torej v letošnji sezoni, ki se je že začela? Da bi šel na evropsko prvenstvo. Na turnirju v Slovenski Bistrici je bil tudi najboljši slovenski tekvandoist Patrik Divković, ki je tokrat opravljal delo trenerja. V Sloveniji je zelo malo tekmovanj, tako da sem zelo vesel za vsakega je, ker je to nam najbližje in za podmladek naš je super. Lahko primerjate vlogo tekmovalca in trenerja? Ja, v bistvu na nek način je podoben, je pa tudi dosti stvari različnih. Sam pa uživam v obeh, no oboje mi je zelo v redu početi in se veselim v obeh vlogah. Turnir Red Power Open tako ni le tekmovanje, temveč tudi pomembna priložnost za razvoj športa, izmenjavo izkušenj in utrjevanje mednarodnih vezi. Letošnja izvedba je še enkrat več dokazala, da ima Slovenska Bistrica pomembno mesto na zemljevidu taekwondoja.